VIP Randi in Sandi. Dober dan, dobri ljudje, jaz sem Sandi, ti pa spremljaš VIP Randi in Sandi, rubriko, v kateri nekoga izmed poslušalcev spoznamo znano VIP osebnostjo. Zmagovalec Bitke talentov davnega leta 2004, pa tudi dvakratni predstavnik Slovenije na pesmi Eurovizije in menda še vedno samski, mogoče več izvemo v nadaljevanju. Z nami je Omar Nabek. Bravo. Čau. Kako je? Ja, odlično, hvala za povabilo. Jaz sem prinesel lučke. Lučke? Da zasvetijo se kli. Vidiš, vesel december je pred nami, ne? Tako. Evo, kar izvoli sesti. Hvala Kako lepa. je, Omar? V redu. Po kolikem času na Goriškem? Pa ni toliko časa minil, odkar sem bil na zadnje. No? Jaz se zmeraj v vaših koncih zelo dobro počutim. Ne samo zaradi sonca, ampak tudi zaradi Burje? ljudi, burje, recimo. Veliko dobrih razlogov. Radi dobro jeste, radi imate dobro muziko, ste zelo dobra publika, tako da kar se mene tiče, se zmeraj z veseljem vračam k vam. Evo, zelo lepo. Kdaj si bil nazadnje na Randiju? Na Randiju? To je zdaj za vse poslušalke, pupke, dajte poslušati. Mislim, jaz se zelo veliko družim s puncami, sam to niso Randi. Ne vem, prav na Randiju, zdaj si me pa ujel. Moram pomisliti. Ajde recimo, da nazadnje v Mariboru na Poglej in Zedeni. Se pravi, to je bilo... Ja, nekaj 14 dni nazaj. Ne? Ja, ne, še manj, 10 dni nazaj. Tako, no. tako. Ampak tokrat Randi o prisotnosti kamer, ne? Ja. Naj ti povem, mogoče se bo že jutri pisalo, Omar spoznal novo. Je tudi možno. Ujeli Omarja. Ni problem. Kakorkoli. Torej, mi našim poslušalcem povemo, kdo nas obišče, torej tokrat si to ti in potem se prijavljajo. Naj ti povem, ogromno prijav je prišlo. Aha. Ampak tokrat je prišla oziroma je sreča na strani poslušalke Ane. Okay. Kaj praviš, kako osebo bi želel ti spoznati? Kakšna mora biti Ana? Ne morem jaz zdaj zapovedati, kakšna mora biti. Imam pa rad umirjene ženske, umirjene punce, ki znajo biti ženstvene, ki znajo upoštevati tudi razum in ne samo čustva, kar v bistvu pove veliko o punci, če to zna. In take punce zelo cenim. In upam, da je prijetna, prijazna in dobra oseba. Vse našteto je prav ona, Ana iz Nove Gorice, ki pa jo vabimo v našo družbo. Živjo, Ana! Živjo! Ja, tudi to sem slišal, ne? Tudi to sem slišal, ko sem Ani povedal, živjo, Ana, kar izvoli tukaj le, sesti. Ko sem rekel Ani, da je izbrana, ne, ona, spet se bova srečala. Kje sta se nazadnje? Videla? A veš, da ne vem, po moje že kar nekaj let, ampak sva se videla več kot samo enkrat. Ja, res je. Ja, midva sva se spoznala marca 2013. 10 let, 10. obletnica, smo se ploska. Po 10 letih združena. In nazadnje, ne vem, verjetno, ko si bil tukaj na Silvestrovo. Si bil, kaj, 2-3 leta nazaj? Točno. A sem bil tle, a sem bil gor? V Bovcu? V Bovcu. Tako, v Bovcu sem bil. Tako. V Bovcu. In kako je recimo po 10 letih sedeti na kavču zraven Omarja? V redu, malo slabe vesti imam, Omar. Zakaj? Še vedno sem ti dolžna domače paradižnike. A res, kaj? Ja. Zelo možno, da sem se to pogovarjala. Tega se sicer dotično ne spominjam, ampak vem pa, da vsakič, ko zvem, da ima kdo domače paradižnike, mu rečem, tole moram pa probati, ker sem nor na paradižnik, še posebej, če je domač. Ja, jaz se prav spomnim, smo imeli koncert v dvorani Rock takrat. Aha. In sem prišla v zaodrje in so bili češnjevi paradižniki. Točno. In meni je bilo to zelo zanimivo, kdo pa zdaj paradižnike želi imeti, in pol sem zvedela, da si to ti. Ja, In pol smo se pogovarjali, da bo prišel na Primorsko po paradižnike. Samo ni sezona, veš, tako da. Dobro, ni panike. Pride še 11, 12, 13 let in tako naprej. Tako je, zdaj vemo, če povabimo Omarja na koncert, mora biti paradajz na mizi. Ja, in to že od malih nog, tako obožujem paradižnik, da pa nikoli se ga ne naveličam. Recimo, če bi me mogel vprašati, če bi me kdo vprašal, kaj bi jedel celo življenje, pa da ne bi smel nič drugega, bi bil to paradižnik. No, evo, zanimivo. Drugače, kateri njegov komad je tvoj najljubši? Meni je še vedno single, Vse, kar si želiš, mi ostaja. Res, ali kaj? Ja. Wow. To je bil pa v bistvu čista prvi. Čista prvi, ja. Ja, se mi zdi kar. Po talentih, a ne? Ja, to je bilo v bistvu takoj po talentih. Čeprav sem v bistvu imel že pred tem posnetih par stvari.
ki še niso išle. Je bil pa ta nekako, se nam je zdel, meni osebno, pa takrat ekipi, da bi bil najbolj primeren za Prodor. Ne samo za prodor, ampak v bistvu za predstavitev mene, kdo jaz sem. Se mi zdi, da sem ogromno povedal s tem komadom. Kaj sem, kaj počnem, kaj hočem, kakšno strast imam v življenju. Mislim, da je ta komad bil zelo, zelo nazorna pesem, kaj se lahko v prihodnosti pričakuje od mene. Dajmo ga zapet. Zdaj ali kaj? Ali greva? Jaz bom tako rekel, če imate slučajno kakšno kitaro, potem z največjim veseljem. Pa ga nimamo. Nimamo, bomo zrihtali v nadaljevanju. Evo, ne bomo peli zdajle. Zdajle se bomo malo igrali. Tukaj imam 3 ovojnice. Ti boš pa izžrebala, katero igro se gremo. 3 različne so. Pa dajmo kar prvo. Prvo. Naj povem, prvič v zgodovini se je zgodilo, da je nekdo prvo. Vedno gre na sredino. Torej, če želim, da je nekaj po scenariju, je treba dati na sredino. Evo, gremo pa se pantomimo. Poznata, ne? Seveda. Pantomima, kažeš pa ti, Omar. Kažeš ti. Kaj moram kazati? Tele besede. Kar po vrsti, ne? Toliko časa, dokler ne ugotovi. Je paradižnik? Ja, vidiš, če bi vedel, prej bi bil paradižnik tudi gor. Jaz predlagam, da se mi dva mogoče zamenjava, bo lažje, če ga boš gledala s te strani. A moram jaz vstati? Ne, lahko kar sede. Ja. Torej, gremo prva beseda in mislim, da je ena beseda, ja. Tako. Kar izvoli. Ena beseda, slika, kvadrat, vrata. Božični venček. Ja, drugače se reče. Drugače pa že točka. Venček, adventni venček. Bravo. Gremo dalje. Dobro pokazal, všeč mi je. Druga. Ena beseda. Umivalnik. Mraz je pečica. Ogenj, ognjišče. Ja. V hiši ga najdemo. Kamin. Kamin, to so tako, bravo. Gremo dalje. Ena beseda. Ja, čevlji. Dobro kaže, ja. Tako. Nogavice. Bravo. Gremo dalje. To je starostnik. Ja, starejša oseba. Nekaj deli. Dobro. Božiček, dedek Mraz. Eden od 3. Miklavž. Točno tako. Miklavž, v tretje gre rado, se temu reče, ne? Ena beseda, ja. To so sani? Ja, točno tako, bravo. Dobro si. Očitno se vsak dan to igrate s prijateljem. Tako. Jaz bom naslednjo, žal mogel spustiti. Ne kazati. Ne, ampak vi ob tebi pokažem in jo bom spustil. Pa greva naprej. Dobro, greva naprej, da ni preveč nočni program. Tako? Sprečica. Kakšna? Okraski, božična smreka. Tako. Bravo, super, odlično. Tako. In še mislim, da zadnja, ne? Ognjemet. Lučke. Tako, super, fantastično, Ana. Se pozna tudi tebi, Omar. Povezava tukaj. Ja. Kako bi ti pokazala Miklavža mogoče? Ja. Nekaj na ta način pomoče. Je bil blizu, ne? Takole pa deli, pa treba tudi pobožati. Evo, hvala lepa. Sicer pa, povejta mi, sta že pisala Miklavžu, oziroma enemu od dobrih mož vas obišče, kateri od 3?
In meni je vse en, dokler prenese kaj dobrega. Ni važno, kateri je. Paradižnik, ja. Moram reči, da Miklavž, kot otrok Miklavža najmanj rad, ker prenese nogavice, mandarine in datlje. Zdaj, ko sem malo starejša, pa čakam nogavice, mandarine in datlje najbolj. Tako da Miklavž najbolj, se mi zdi. Pa Božiček, no. Jaz pa mogoče, glede na moje spomine in nostalgijo iz otroštva, bom rekel Dedek Mraz. Dedek Mraz? Ja, zaradi tega, ker se ga spomnim iz vrtca, iz osnovne šole, spomnim se ga iz glasbene šole in je bil zmer zelo radodaren in zmer je bil zelo prijeten, prijazen. Zmer zgleda, da je bil dober igralec zbran za njegovo vlogo. Ne? In je name naredil mogoče največjo vtis in največ sem imel predvsem stika z Dedkom Mrazom. No, evo, tebe bo nagradil že zdajle, ne? Dedek Mraz, Božiček, Omar, ne? Se temu reče. Eno ti bo zapel, ne? Smo dobili kitaro, Omar. Ste dobili kitaro. Vse, kar si želiš, po moje, bo treba kar kar se mene tiče, lahko sicer tudi to moram povedati po pravici, da imam za moje pojme ogromno enih skladb, ki se mi zdijo mogoče lepše, boljše. Je pa dejansko ta najbolj znana, tako da kar se tega tiče, lahko tudi to zapojem, če želiš. V bistvu vse, kar si želiš, ti, Omar. Okay. Wow. Si oglašena? Skoraj. Bom mečken iz niže tonalitete zapel zaradi tega, ker sem še mečken prehlajen. V redu? Ja. Ni mi žal, zdaj vem, da ni mi žal, odšla si pustila, da sem sam ostal. Vse sem dal, vse sem tebi dal, bilo ni dovolj, da sem lepeti znal, Odidi že, ne oziraj se, vse sva imela, zdaj prepozno je. Veš, da prepozno je, navačkim, da prihaja noč, ko znova boš želela proč. Jaz pa čeprav sem sam, lahko še vedno dam vse, kar si želiš, a si ne dovoliš. Jaz tebi le predam vse in zapažno si na drugo stran. Svojo srco loviš, v noči sama vrtiš. Vem, da prav tako kot jaz, v solzah zaspiš. Wow, ona zna še pet dobro. Ej, super posluh pa super glasno. Super, zelo lepo. Evo, smo vedeli, da je treba eno zapeti. Zdaj za konc bomo naredili še eno fotografijo, da boš imela za spomin tole naše druženje. Takole. Evo, kar pridita bližje. Takole, en selfie, udarmo. Takole, evo. Evo, dejta se še malo poklepetati. Takole, in mi smo združili še nekoga izmed vas, znano slovensko osebnostjo. Kdo bo naslednja, ki nas obišče? Ja, to bo pa treba spremljati frekvence Radia Robin in pa tudi naša družabna omrežja. VIP Randi in Sandi že prihodnji teden. Čau. VIP Randi in Sandi.